Božični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Diana vas tudi danes popelje v deželo sanj. Le zamižite in umirjeno ob pravljici To je moje zaspite. Na skrajnem jugu sveta je otok in na skrajnem jugu otoka je visoko skalovje. Na tem skalovju leži mestece Hobotintek in to tako visoko, da se vidijo z morja samo strehe hiš, ki se dotikajo oblakov na nebu. In ker se mestece Hobotintek nahaja visoko, ga z veseljem obiskuje staruhi veter. Ta šaljivi dolgobradi starček piha tako močno med mestnimi hišami in njihovimi dvorišči, da so skrbne gospodinje že davno pozabile, zakaj se pravzaprav rabi metla. Če bi njim pokazali metlo, bi najbrž mislile, da je to krtačka za čiščenje zobovja vaških krav. Te se s klobuki na glavi pasejo na travniku ob morju. V najjužnejšem kotičku mesteca stoji zelo tesno skupaj dvoje hiš. Med njima se vije le ozka cesta. Hiši si stojita tako blizu, da lahko celo polž preleze cesto v enem samem dnevu, ne da bi mu kdo stopil na hiško. Meščani vedo povedati, da stojita hiši tako tesno skupaj le zaradi njunih lastnikov. Ta sta se namreč nenehno prepirala, čigava je cesta med hišama. In ker se lastnika nikakor nista mogla dogovoriti, koliko zemlje jima pripada, sta vsak svojo hišo zgradila tik ob cesti. Med cesto in hišama ni prostora niti za drobno marjetico. Hiša na levi se imenuje To je moje, tudi hiša na desni se imenuje To je moje. Hiši sta dobili to ime zato, ker se njuna stanovalca še dan danes nenehno prepirata, čigavo je kaj. Tako se iz dneva v dan iz obeh hiš sliši: To je moja potapljaška maska, to so moje plavutke, to je moja skodelica, to je moj stol, to je moja postelja, to je moj avto, to je moja roža, to je moje kolo, to je moje. Mimo hiše To je moje in hiše To je moje se z veseljem podi le staruhi veter. Stari dolgobradec rad ponagaja prepirljivima sosedoma tako, da pošteno zažvižga, ko se podi med hišama. Pa še takrat se sliši od tam: To je moj veter. Pa vendar, če ti uspe izmuzniti se mimo hiš To je moje, prideš do najlepšega kotička v mestecu, do hiše gospoda Pipce. Z kuhinjskega okna se ob lepem vremenu vidi vse do najsevernejšega dela sveta. Tam se na splavih pozibavajo severni medvedi in s šapami lenobno lovijo ribe. Z kuhinjskega okna gospoda Pipce se vidi tudi do najvzhodnejšega kotička sveta. Celo po noči lahko vidiš, kako karakali z dolgimi črnimi čopkastimi ušesi divje skačejo visoko v zrak in plešejo pod drevesi. Karakali so posebne vrste mačk, ki jih redko vidiš. Drevesa na vzhodu so ponekod kot veliki dežniki. In če ležiš pod listnatim dežnikom, se ti zdijo zvezde kot novoletne lučke posute po krošnji drevesa. Kako čaroben pogled! Gospod Pipca se včasih sprašuje, ali ne mara karakali lovijo zvezde na nebu ali poljubljajo polno luno. Gospod Pipca zelo rad poseda ob kuhinjskem oknu, tudi ko zahaja sonce. Takrat s piškotom in skodelico kakava v roki vidi v najbolj skriti zahodni kotiček sveta. Tam živijo čisto posebni ježki. Gospod Pipca rad opazuje ježkovo mamo, ki v pisani viseči mreži nekaj piše v svoj zvezek. Nekdo pač mora pisati zgodbice, mar ne? Vse to in še več je lahko gospod Pipca videl svojega kuhinjskega okna. Lahko je obiskal sleherni kotiček sveta, samo če je pogledal skozi okno. Pa vendar je bil zelo, zelo sam. V tej veliki hiši je živel brez žene in otrok. Ni imel niti psa ali mačke, da bi se mu zapletala med noge, kadar je zjutraj v svojem velikem gugalniku prebiral časopis. Samota je gospodu Pipci vsak dan glasneje trkala na kuhinjsko okno. Nekega dne se je po mestnih ulicah zopet podil staruhi veter in veselo žvižgal. Opazil je gospoda Pipco, ki je sedel na hišnem pragu. Veter se je ustavil. Začudeno ga je gledal in mu prišepnil na uho:
Če hiša prazna ti stoji, potrebno ti jo je napolniti. Naj vanjo stopijo tisti, katerih srce se iskreno veseli. Gospod Pipca je izrečeno modrost staruhega vetra dolgo premleval in se na koncu odločil, da svojo hišo spremeni v čudovit hotel. Dal mu je ime Topla dlan. Nemudoma je poklical prijatelja Tončka Betončka. Gradbenega mojstra Tončka Betončka so na otoku poznali po rumeni triosni hruški z velikim nosom. Tonček Betonček in njegova hruška sta zmešala beton po najboljši recepturi in se odpeljala proti mestecu Hobotintek. Toda tam sta naletela na oviro. Uganeš kakšno? Ko je Tonček Betonček želel hruško zapeljati mimo hiše To je moje in hiše To je moje, se je trebušček triosne hruške zagozdil na ozki cesti med obema hišama. Po vsem mestu je zadonelo. Hruška je glasno zastokala in iz njenega trebuščka se je začel valiti beton, namenjen gospodu Pipci. Glasno hruškino stokanje je iz hiš privabilo skoraj vse meščane. Ko so videli Tončkovo nesrečo, so hitro stekli domov po jušne posode, čajnike, kavne skodelice, zajemalke, samokolnice, cvetlične lončke in kanglice. Iz hiš so vzeli vse, s čimer so lahko zajeli beton in ga odnesli do hiše gospoda Pipce. Z vsako zajeto kapljo betona se je samotni dom gospoda Pipce spreminjal v skupni dom vseh prebivalcev mesta. Le prepirljiva soseda hiše To je moje in hiše To je moje nista sodelovala pri zbiranju betona. Namesto da bi pomagala ostalim meščanom, sta obsedela na ograji in nemo strmela na cesto. Nazadnje so meščani izvlekli še zataknjeni trebušček triosne hruške iz oprijema hiš. Med hišama se je naredila velika odprtina v obliki srca. Meščanom in gospodu Pipci je bila nova mestna pridobitev sila všeč. Odločili so se, da ulico med hišama poimenujejo Srčna ulica. Ko je bil razliti beton skrbno položen med opeke hotela, je gospod Pipca pristopil do obeh sosedov, ki sta še vedno sedela na ograji. Vsakomur je nasul v roko prgišče peska in rekel: Če nenehno govoriš, to je moje, se tvoja dlan stisne v pest in pesek ostane ujet v njej. Če pa rad deliš, se tvoja dlan razpre in drobni pesek spolzi med prsti na zemljo. Nekaj peska lahko s seboj vzame tudi staruhi veter in ga odnese v prečudovite kraje sveta. Takrat ti ostane le spomin, kako je čutiti pesek med prsti. Soseda nista rekla niti besede, le začudeno sta strmela vsak v svojo dlan. Zato je gospod Pipca nadaljeval: Vidita, tako je tudi s človeškim srcem. Če položiš svoje srce v dlan in govoriš, to je moje, se dlan zapre. Tu je srce ujeto in zato postaja vse manjše in manjše. Če pa svoje srce deliš z drugimi, se dlan razpre. Zapomnita si, človek, ki drugemu odpre dlan, mu odpre tudi svoje srce. Takrat postaja srce vse večje in na koncu je tako veliko kot balon. Ta te lahko ponese med severne medvede, med plešoče karakale ali med nežne ježke. Zavedaj pa se, da se lahko kadarkoli vrneš v toplo dlan. Na prepirljiva soseda je vse to naredilo neverjeten vtis. Spoznala sta, da sta bila zelo sebična. Še več, ugotovila sta, da je njuna trdosrčnost prizadela tudi hruško Tončka Betončka. Odločila sta se, da pomagata pri popravilu hruškinega trebuščka. 3 dni in 3 noči se je iz dvorišča njunih hiš slišal nenehan ropot. 4. dan je dobila hruška novo obleko. Tonček Betonček je razširil roke, razprl dlani in soseda hvaležno objel. Soseda sta se spomnila besed gospoda Pipce. Srčasta odprtine v mestecu Hobotintek je bil vesel tudi staruhi veter. V Srčni ulici je namesto glasnega zapel debeli konec. Že spite? Ne še, potem pa le hitro nogice pod dekico skrite, okice male zaprite,
mene pa v svojem srčku skrite. Objem, poljubček in lahko noč.